Gospod Janez Torinek, kratko ste bili tukaj v Parizu, nekako vračate se v Slovenijo. Kakšni so razlogi, kako se je to zgodilo? Tukaj sem zdaj 2 meseca. Bil sem duhovnik v slovenski misiji v Chatillonu. To je pariška slovenska skupnost, ki nujno potrebuje duhovnika tukaj. Slovenska cerkev me je v prvi vrsti sicer poslala sem na študij komunikologije, ampak želel sem, da bi ta skupnost živela tako, kot so zaživele Artiče in Sromlje, ampak mi to ni bilo dopuščeno, oziroma sem sam prišel do spoznanja po 2 mesecih, da brez polnih pooblastil kot župnik tukaj ne morem prestaviti stvari na bolje. Ta skupnost že 8 let nima duhovnika. Upravljajo sicer en duhovnik, ki je 400 km proč oddaljen, ampak glejte, če si 400 km proč od ljudi, pol veste, kakšne so razmere. Slovenski misijon tukaj v Parizu, kakšna je njegova naloga pravzaprav, kakšen je njegovo bistvo? Bistvo slovenskega misijona v Parizu je od njegovega nastanka, namreč ta hiša, slovenski dom, slovenski misijon, je bila kupljena ravno v letih, ko sem se jaz rodil. To pomeni, da že nekako 33 let je od tega, odkar se tukaj zbira ne samo peščica, ampak kar veliko Slovencev, ki so po 2. svetovni vojni pribežali v pariški okoliš, največkrat kot politični emigranti, kasneje pa tudi nekateri kot ekonomski emigranti. Danes pa imamo najmlajše slovenske Parižane, ki pa so študentje, ki so mladi raziskovalci v raznih podjetjih. In jaz sem tukaj videl eno tako svetlo prihodnost. Mogoče, če Bog da, pa se bo to še zgodilo. Prej ste mi omenili v razgovoru kar veliko obtožb na bivše vodstvo tukaj tega slovenskega misijona. Kaj nekako ste dognali, kaj je tisto, kar vam nekako ne da miru, kar vas nekako vam krati spanec? Ja, jaz bom najprej povedal, da ne gre za bivše vodstvo, ampak za zdajšnje vodstvo, namreč ker jaz tukaj nisem dobil polnih pooblastil. In tukaj so stvari ušle malo iz rok, predvsem kar se tiče finančne narave. Namreč misijon se živi od dediščin družin, ki so zapustile svoje imetje tej hiši. In nekako sem začutil neko nepoštenost in vse me poznajo ljudje v Sloveniji, da dam na iskrenost in poštenost kot tiste 2 vrednoti, ki sta za nas Slovence najbolj bistveni. Jaz upam, da bodo slovenski škofje to poskušali tudi urediti, da se razmere tukaj v Parizu uredijo in umirijo. No, omenili ste nepoštenost, omenili ste tudi nekakšno finančno poslovanje v cerkvenih krogih, kar ni ravno običajno, pa ste morda lahko nekoliko bolj konkretni, kaj ste imeli v mislih? Točno tako, ne gre v smer duhovniškega poklica, oziroma jaz sem prepričan, da ko si bo cerkev upala glede vseh stvari naliti čistega vina, to pomeni, da bodo tudi naši škofje si upali napravljati reze na bolečih točkah cerkve, tudi tam, kadar gre za razne škandale, kot smo jim bili priča v preteklosti glede pedofilije ali kakšni homoseksualni škandali, ki so velikokrat povezani tudi s finančnimi. Takrat je prav, da Sveti Duh, katerega jaz zelo zaupam, da vodi cerkev, da da našim škofom dovolj modrosti, da napravijo prave odločitve, s katerimi bodo pomagali skupnostim, kot je na primer pariška skupnost, ki je za mene zelo lepa. V njej sem našel zelo prijetne
poštene Slovence, ki tukaj že delujejo po 30 ali več let in so tukaj njihovi sinovi, hčere, vnuki. In sem prepričan, da njihova navzočnost tukaj v Franciji, tudi s vsem tistim, kar prinašajo iz naše domovine, je ena obogatitev za to veliko deželo, v kateri se cedita šampanjc in pa v kateri imajo veliko sira. Vi nekako zapuščate Pariz, to pomeni, kako bo naprej živelo slovenski misijon tukaj, kako bojo nekako Slovenci imeli pravzaprav duhovno oskrbo v slovenskem jeziku, kako vi to vidite? Vedno sem optimist, vedno se nadejam, da bo Bog dal kakšno pravo rešitev. Zdaj sem pač spoznal, da ni Božja volja, da sem jaz tukaj župnik in sem bil potem povabljen, da pridem nazaj v domovino. Vesel sem, da da so se te razmere kar v nekem kratkem času izkristalizirale. In mogoče bo pa poslan nekdo drug, ki bo namesto mene tiste moje cilje, ki sem jih jaz imel tukaj, zmogel uresničiti. Ampak to bo samo možno, seveda, če mu bodo dopustili. Ja, to, kar gledamo, je poleg slovenske hiše nekoč cerkev oziroma kapela Svete Terezije Deteta Jezusa. V njej so se Slovenci zbirali k bogoslužju vsaj 2 oziroma 3 desetletja. In tukaj sem tudi sam lahko imel ponovitev prve svete maše. Pred 3 leti sem z mladimi iz Artič in okolice lahko obhajal tukaj tudi drugo sveto noč na novega leta dan. Potem pa se je tukaj zgodila en tragični pripetljaj, tako si jaz predstavljam. Namreč francoska škofija je prodajala to cerkev, ker je namreč na drugi strani mesta gradila mladinski center in je dala Slovencem prednostno ponudbo, če želijo ta objekt kupiti. Žal je odgovoren za to misijo rekel, da potrebuje sredstva drugje in se za ta nakup niso odločili. Danes bo ta cerkev kmalu postala stanovanjski objekt, kot ste rekli. Ena sreča pa je, kar pa najbrž ni naključje, da kupil jo pa je potomec Slovencev, gospod Kožuh, ki je njegov star oče, ki izhaja iz Stare Gorice. Tako da na nek način ostaja v rokah tistih ljudi, ki so za to misijo največ storili. Sam objekt tukaj, ki ga vidimo, je pravzaprav v dobrem stanju, pa je tudi zares tako. Slovenski misijon, ki se je pred dobrimi 30 leti tukaj blagoslovil, namreč letos je 30 let, odkar je bila obnova dokončana, leta 1981, je seveda potreben neke obnove. Sem vesel, ker sem spoznal ljudi, ki so pomagali, da je ta dom zaživel, in sem prepričan, ker so s tem domom tako srčno živeli, da bi si gotovo želeli, da bi to enkrat zopet zacvetelo po njihovih sinovih in vnukih in hčerah in vnukinjah. Jaz sem zelo vesel tudi, ker sem tukaj srečal skupnost, ki je bila vsa leta, tudi takrat, ko je v domovini se še imenovala naša domovina Jugoslavija, so se ti ljudje vedno imeli za Slovence, tudi niso imeli nikoli rdeče zvezde v njihovi dnevni sobi, ampak so vedno na naši trobojnici bile 3 rumene zvezde, ki so tudi danes, ki simbolizirajo grb celjskih grofov.
Zato sem vesel, ker so ti ljudje pustili tukaj en pečat naše zgodovine. In Bog jim naj poplača vsem tistim, ki so kaj dobrega za to hišo storili. Stavba za nama, kot so že prej ugotovila, bo kmalu spremenjena v stanovanjski objekt, pa vendarle, kaj ni to nekako neobičajno, da se cerkveni objekt spreminja v stanovanjski, še posebej, ker je bila to nekoč slovenska cerkev. Ja, v bistvu to ni bila nikoli slovenska cerkev, ampak so Slovenci samo imeli pravico v njej obhajati slovensko bogoslužje. To je bila vse skozi seveda last francoske, tukajšnje nanterske oziroma versajske škofije. Ampak, glejte, tako kot sem vesel, da se sedaj vračam in sem vesel, da bo Terezija, deteta Jezusa, ki je bila zavetnica te kapele, ki me bo spremljala skozi življenje kot svetnica iz nebes, tako sem vesel tudi, da je blagoslov, ki se je razlival iz tega svetišča, prehajal na številne slovenske družine in Bog daj, da se tukaj zopet Božja previdnost enkrat spusti na ta kraj in pomaga, da ta misija zaživi. Gospod Janez Torinek, nekako nesojeni župnik tukaj v Parizu. Pokazali ste na kup, po vašem mnenju, nepravilnosti, na kup moralno spornih vprašanj se vam odpira v tem trenutku. Kako pa sedaj naprej? Vračate se sicer v domovino, ampak vendarle, kako se vi vidite, kako sedaj, kateri so koraki naprej? Ja, glejte, zadeva, ki se tukaj bo še naprej odvijala, ni več moja stvar. To je stvar na nek način Slovenske škofovske konference, ki je lastnik te misije. Hkrati pa je to tudi stvar nanterske škofije, ki upam, da bo tukaj enkrat napravila eno revizijo. Jaz pa pričakujem, da bom v Sloveniji lahko služil Bogu in domovini na župniji, ki mi jo bo čez kakšen teden dni dodelil moj škof iz Celja, Stanislav Lipovšek, pa se že sedaj priporočam Svetemu Duhu, da bom lahko tam, kjer bom sedaj nameščen, res uresničil tiste ideale, za katere sem jaz postal duhovnik in za katerimi še vedno stojim. Pač za mene je iskrena drža duhovnika tisto najpomembnejše. Torej, duhovnik ne more biti igralec. Ali si duhovnik pristen ali pa nisi. In sem kar vesel, da ne bom najlepših let svojega duhovništva podaril tujini, ampak da bom lahko služil, kot sem že rekel, naši slovenski cerkvi. V Artičah, kjer ste bili župni, kjer ste službovali pred Parizom, bi si vas zelo želeli nazaj. Morda imajo še lahko upanje? Glejte, jaz sem svojo župnijo dal v roke mojemu nasledniku, gospodu Mateju Užmahu. Torej, za njega sem naredil z mojimi najožjimi sodelavci v Artičah eno tako primo predajo, ki se mi zdi, da sem jo tukaj zaman pričakoval. In mislim, da je pošteno, da to delo, ki ga je sedaj moj sošolec Matej že vložil v delo za Božje kraljestvo v Artičah in Sromljah, da on to mirno nadaljuje. Z Artičani in Artičankami pa bom vsekakor ostal povezan kot njihov prijatelj. Pri meni bodo imeli vedno odprta vrata. Se pravi, tudi duhovnik, župnik, ki hoče biti župnik, pravzaprav mora imeti najmanj svojo cerkev. Ja, malo je nerodno, če župnik nima bogoslužnega prostora, oziroma če nima cerkve, seveda. Zdaj, tukaj bogoslužni prostor je. Tukaj v sami hiši je v kletnih prostorih kapela Svetega križa. Moje ime je Janez
In Janez seveda spada zraven križa, to je bil apostol, po katerem sem dobil ime, ki je edini od 12 ostal pod križem, ostali so vsi šli. Ampak tukaj se mi zdi, da sem že prišel sam kot duhovnik, ko je Gospod že zaspal in sedaj čakajo lahko skupaj z mano župljani te misije na Veliko noč. Ampak še enkrat bi poudaril, tudi če si v misiji v Parizu, je prav, da ima duhovnik oziroma župnik en pravi bogoslužni prostor oziroma pravo cerkev. Ker to je tako, kot če je nimaš, je tako, kot če vojak nima orožja ali pa nogometaš nima žoge. V prvi ste prišli z veliko mero optimizma, z velikimi pričakovanji, sedaj pa se mi zdi, da nekako pravzaprav odhajate z grenkobo ali pač... Ne, bom čisto tako rekel. Moj največji duhovniški zgled, ki je moj dragi boter, gospod Jože Torinek, župnik na Vranskem, on mi je rekel, preden sem odšel, je rekel, če boš brevir molil, pa če boš redno maševal, boš obstal, če ne, te bo pa hudič vzel. In srečen sem, ker sem tako brevir molil, pa sem maševal, hkrati sem tudi lahko maševal pri francoskem kolegu, tako da sem lahko bil velikokrat pri francoskem bogoslužju. Tako da človek odhaja nazaj v domovino z eno izkušnjo več.